To je pa gospod Jure Trbič iz Zavoda UP, Zavoda za upravno poslovanje, ki bo predstavil aplikacijo. Tako da Jure, izvoli. Hvala za besedo. Kot vidite, bova predstavila v bistvu dva. Zdaj veste, že mora biti koncept moški, ženski in tako naprej, da se dopolnjujemo. Pa šalo na stran, kolegica ni tu samo zaradi tega, ker ni za lep okras, če se tako izrazim, ampak bolj za vsebino. Zdaj, naš zavod se domač rečen ukvarja z birokracijo oziroma s presežkom le-te. In zdaj, če mogoče uvodoma se naslonim na eno kar staro že pravzaprav resolucijo Sveta Evrope iz leta 77, številka 31. Ta resolucija govori o dolžnostih pravzaprav držav članic, ki jih morajo upoštevati in nuditi strankam v upravnih postopkih, torej uporabnikom, fizičnim in pravnim osebam, kjer se skrivajo tudi nevladne organizacije. V odnosu do pač izvršilnih organov oblasti, torej z drugo besedo upravnih organov. Ta pravica je pravzaprav prenešena tudi v naš zakon o upravnem postopku. Koliko se to dejansko izvaja, boste vedeli sami, če ste kdaj kakšen gradbeno dovoljenje hoteli narediti ali pa pač kaj takega. Zdaj, upravni postopek ima pravzaprav z informatiko nekaj skupnega. To je proces in kot vsak proces se ga da vsaj v neki meri predvideti. In v okviru naše nevladne organizacije, torej Zavoda UP, in na temelju še iz študentskih let, smo šli v razvoj neke aplikacije, ki bi uporabnikom omogočila lažje, bolj optimalno obnašanje oziroma sodelovanje v teh postopkih. Zavedati se moramo, da ko smo mi uporabnik, smo avtomatsko v slabšem, v podrejenem položaju napram državam, ki imajo aparat in tako dalje. Zdaj, aplikacija kot taka je seveda sicer šele na fazi prototipa, kar se pa tiče tega, bi pa besedo prepustil kolegici Urši. Dober dan, pozdravljeni. Zdaj, mi smo v bistvu, v obliki prototipa je ta naša aplikacija, to je združevanje aplikacije in pa upravnega postopka skupaj. To je inovativen sistem oziroma mi kar rečemo, da je to formula za dober odnos med državo in uporabnikom, ki združuje in posreduje uporabnikom ključne in pa uporabne oziroma temu rečemo skupaj kakovostne informacije v postopkovnih dejanjih v upravnih zadevah, predvsem upravne zadeve so tukaj, ker se pa nahajamo pač vsi enkrat v upravni zadevi, so to skoraj vsi državljani Slovenije. Zdaj, kakor smo rekli, da je v fazi prototipa, uporabljiva je na spletu oziroma na mobilnih telefonih in tablicah. Jo imam tudi tukaj, pa bom krog podala primer, da si malo pogledate, kako to izgleda. Mi smo naredili v bistvu v okviru fakultete neko majhno raziskavo, kaj uporabniki v bistvu bi želeli zvedati od upravnih organov, ko so v upravnem postopku. Zdaj, prišli smo do nekaterih ključnih informacij, to so, kdo je kontaktna oseba, referent, v upravnem organu, kateri upravni organ, na katerega se lahko obrne, kaj mora sabo prinesti, to so pač priloge in pa dokazila, pa predviden rezultat, kaj ga čaka na koncu, pozitivna ali pa negativna odločba. Zdaj, to bi vse skupaj prišlo na e-mail, mi do tam še nismo prišli, ampak bi radi prišli. To je v bistvu aplikacija kot aplikacija trofazen proces, torej opis ključne besede, to bomo pa mi v bistvu povedali, katere. Mi smo se v bistvu čisto osredotočili, konkretizirali pravico, ker pravic je ogromno. Že samo gradbeno dovoljenje jih ima veliko. Potem
nadgradnja tega bi bila, da bi še upisal stalno prebivališče in pa e-naslov, da bi vse skupaj nazaj, pač vse njemu prišlo nazaj na e-mail. Sistem obdela to ključno besedo, mu vrže vse, kar on potrebuje, na e-mail. Zdaj razdeljenje na strukturna področja, to se pravi, koliko je v bistvu pravni postopek, pravice in obveznosti, dolžnosti in pa organe, kateri organi kaj ponujajo oziroma kje moramo uveljavljati to pravico oziroma dolžnost. Jaz vam bom kar okrog dala moj telefon, da si malo pogledate, pa malo poigrate z njim, da še v uporabi vidite, kako. A boš ti dal okrog. Zdaj ta aplikacija je narejena na platformi PhoneGap, ki je v bistvu, to je nekako ovoj aplikacij, ki se poganja na večjih platformah, to je in na Microsoftu, in Windows, in pač interoperabilnost. V osnovi gre za spletno stran, ki zbira te podatke in potem jih pošilja naprej. Zdaj to je slučajno na telefonu, ampak nadgradnja bi bila, da bi bilo to v bistvu kot spletna stran, ker bi bilo v bistvu tudi najboljš tehnično, ker če bi vse pravice dali na telefon, bi telefon eksplodiral, ker je preveč informacij na enem mestu. Zdaj to takole izgleda. Mi smo v bistvu primer za nosečnost vzeli. Ja, za nosečnost. Vsi smo enkrat noseči. A ne? Šalo na stran. Pravzaprav primer nosečnost je zato, ker tehtali smo med gradbenim dovoljenjem pa nosečnostjo. Zakaj? Ker je en izmed najbolj kompleksnih življenjskih situacij, na katerega se vežejo različni, pri nosečnosti tam okoli 20 različnih pravic, ergo postopkov. Zato. Ja, zato smo tudi v bistvu vzeli nosečnost. Zdaj v bistvu mi vtipkamo v ta ključni, v ta prostorček, tako kot Google. Nosečnost in vrže ven pač nosečnost. Kliknemo gor in dobimo ven pravice in obveznosti, potrebne dokumenti, vloge in pa pač pristojni organi. E-mail pa to pa pol kasneje. Potem pa se to razdeli na ključne pojme, zdaj pač ključno za nosečnost se razdelijo pravice iz javnih sredstev, pa pravice za starševsko varstvo in pa družinske prejemke, oziroma to smo dojeli, da se razdelita to na dve skupine, ki pa, če kliknemo gor na eno od njih, se spet razdeli naprej. In potem ta uporabnik ima pregled nad vsemi pravicami, ki se vežejo samo na nosečnost, recimo. Tako bi bilo isto lahko potem gradbeno dovoljenje na Primorskem. Ali pa študentska pravica na Univerzi Ljubljana. Recimo, ja. In potem, ko kliknemo na eno izmed pravic, vrže ven opis. Torej pomeni, da se že sam uporabnik seznani, katera pravica v bistvu je za njega. Zdaj tiste vloge, ki so do zdaj v e-obliki, so že od spodaj podane. Drugače pa, če bi bilo to v bistvu kot spletna stran, se lahko tudi PDF gor prelep, pa si že sam odpre in že lahko noter piše svoje podatke in to je to. Zdaj, zakaj je aplikacija? Še preden se odgovorimo na vprašanje, zakaj in kaj od tega imamo, bi poudaril zdaj, da vsebina ni toliko pomembna pri tem, kolikor je pač koncept in model, ker se da relativno preprosto prenesti. Mi nismo šli tu v postopek registracije društva, če tako rečem, ker je razmeroma preprost, to poudarjam. Zdaj, zakaj? Ideja ni samo na podlagi resolucije in tako naprej, saj nenazadnje smo mi nevladni, pa nas to niti ne zavezuje. Ideja je prišla iz potreb. Videli ste, je bil 108, to še zdaleč ni reprezentativen vzorec. Ampak smo pa zanimivo dobili res izredno enotne odgovore, tako da se da saj malo sklepati, da bi tudi pri vzorcu 1000 bili dokaj podobni. Tako da v bistvu, zakaj nek povprečni uporabnik ali pa tako zvan neuki uporabnik upravnih storitev
kot smo rekli, ima pravico, ampak ponavadi ne zna prideti do kakovostnih informacij, torej kaj narediti, kam iti in tako naprej. Žal pogosto, čeprav pišejo resolucije, zakoni, ustava in tako dalje, ne, bi morali biti svetovano, da optimalno izvršuješ svoje obveznosti in tako dalje, se to pogosto ne zgodi. Ljudje ne uveljavljajo pravic, ker jih ne poznajo. Ali pa pač nevladne organizacije, ne nazadnje tudi podjetja. Zdaj, kako doseči to, ne, z informiranjem, plus vizija tu gre še dalj, ne, tudi tiste vloge v e-obliki, to je prva stopnja. Vizija tu je, ko bomo dejansko informacijski družbi v Slovenijo prišli, ne, da boš to dejansko prek aplikacije, saj osnovne postopke lahko naredil sam, se bojo obrazci izpolnili z elektronskim podpisom, podpišeš starejši. Ne, da moraš hoditi na upravno enoto in tako dalje. Tako da, ja, zakaj? Še en razlog, ker je uporaba aplikacij v porastu. To se sliši sicer zelo pavšalno, ampak vseeno, ne. Tu je bila zelo jedrna ideja vzadaj športne stave. Ne. So ljudje, ki bi rekel, pa saj ni sposoben računalnika vžgati. Ampak ta isti človek je v določenem obdobju v Sloveniji znal pretentati slovenski sistem in šel na tuj strežnik zato, da je lahko stavil. In kdor je tega sposoben, je sposoben uporabljati. Tudi to. Koristi? Seveda, koristi bomo imeli vsi. Tako državljani oziroma uporabniki teh storitev kot država oziroma organi. Namreč za nas uporabnike, ne, bo to seveda optimalno, zvedeli bomo, tudi zadovoljni bomo, medtem ko upravni organi bodo na ta način definitivno manj obremenjeni, saj bomo uporabniki načeloma pristopali s popolnimi ali vsaj bolj popolnimi vlogami. Kje smo šele, ko se bo to dalo narediti prek interneta. Ne? Tako. In vsekakor vidimo dodano vrednost tudi za področje gospodarstva, pa tudi, če tako rečemo, ne gospodarstva, kamor ne bi nevladništvo sodilo, ne, dejansko poenostavljeno upravno poslovanje. Ne. In vsej to ne bi bil pač nek cilj. Ne. Zdaj, kaj še ocenjujemo, da je potrebno za nadaljni razvoj? Kot prvo najprej eno konkretno raziskavo narediti, da ne bomo samo na preliminarnih stali, čeprav mi predvidevamo, da bo podobno, ter prenos tega prototipa oziroma tega modela tudi na druga upravna področja, ne, ki so mogoče za nevladnike verjetno nosečnost ne bo zanimiva, pa podjetja, ali pač tudi, ne, saj pač treba je za delavce tudi poskrbeti, pa jih promovirati zdravje in tako naprej. In eventualno vidimo tu priložnost tudi na širše področje, začetek EU in svet. Kaj mislimo, da potrebujemo, ne? Tako zvano strateško partnerstvo. Zdaj to ne pomeni le nekoga, ki bo prinesel vrečo denarja, nasprotno v nevladništvu vsi vemo, denar ni vse, ne? Rabimo ga, ampak ni vse. Iščemo ljudi, vabimo ljudi, ki mislijo, da jim je to, da je to dobro, da sodelujejo pri tem projektu, seveda vabljeni tudi k donacijam. In še za zaključek, ne, mogoče nekaj potenciali, ki jih vidimo tu, da torej bo splošno koristno, vsem bo koristilo. Razbremenili bomo tudi javno upravo, kar je nek cilj državen, se mi zdi, ne. Ter potencialno je tudi lahko tudi zaslužek, čeprav v prvenstveno ne mislimo tega delati profitno, ampak načeloma bi saj neka osnovna, saj za državljane bi to moralo biti zastonj. Nadgradna za poslovne uporabnike ali za podporo, tako kot recimo koncept, ki ga tudi predhodna govornica uporablja, je recimo zanimiv posloven model. Seveda, če se zadeva razvije, se lahko tudi dobro proda in razširi drugam. S tem bi to predstavitev v bistvu zaključila, seveda pa vabljeni k vprašanjem ali pa če je kdo na spletu se javil. Hvala. To je tudi zame novo področje, pa mogoče čisto laično vprašanje. Na državnem portalu e-uprave imamo državljani e-storitve. Tam so tudi te upravne storitve noter, če prav razumem. Ne?
ampak to, kar imate vi tle, so iste storitve, če prav razumem. Čem se razlikujejo? Mogoče ste nisem razumel, čem je razlika, kaj je dodana vrednost, da je to uporabno tisto, kar mi že država ne ponuja. Hvala za zelo dobro vprašanje. Ne. Na nek način so iste, oziroma ja, so iste storitve, ampak ključno pa je drugače, da je e-uprava narejena iz vidika uradnikov, medtem kaj tu iz vidika uporabnikov. Fizična oseba, recimo jaz sem mehanik. Mehanik kot mehanik, recimo sam mehanik ponavadi ne bi vedel točno vseh pravic, recimo za ženo, ki je noseča ali pa tudi žena, ne vem, recimo ena povprečna uporabnica ne ve, da ji pripada, recimo, če imaš otroka s posebnimi potrebami, da ti pripada pomoč na domu oziroma tudi dodatek za njegov otroka, ker tega CSD ne pove. In tudi ni vloge na e-upravi, recimo, na e-upravi je v bistvu direkten prenos na spletno stran organa in na organu ponavadi je prenos iz zakona, obrazložitev pravice. Jaz, če to preberem, bom znala, pa še moram se kar potruditi, da bom razumela. Nek, ki pa neuk, ki pa ne ve v bistvu, da sploh pravica obstaja, pa ne bo znal, pa niti ne bo vedel, da to njemu v bistvu pripada. To je razlika med nami, ki je v bistvu je ključna, ja, pa tudi kot zavod recimo, mi tudi se srečujemo z konkretnimi primeri, no. In prek konkretnih primerov ti dobiš neka direktne v bistvu informacije, kaj teži stranko. Ne? Ali pa kakšne probleme ima, kakšne je imela probleme pred CSD-ju. Jaz sama osebno sem to mogla sama iti čez. Zdaj pa nekomu to znanje predati, je pa to fajn, ne? Mi smo imeli zjutraj smo imeli strokovno debato o e-upravi, zakaj se ne uporablja v večji meri in je bil tudi problem uporabniške prijaznosti. Ne? Tam gor imaš življenjske situacije, šola, pa moš pa tam not najti, kje se najdeš, pa so linki in točno ta problem pride te uporabniške neprijaznosti, oziroma se zgubi. Ne? In pa je bilo pa še en problem. Ni to življenjski dogodek. Ja. Pa še ena dilema se izpostavlja, ne delajo se analize potreb uporabnikov za uporabo e-storitev, vi ste pa točno to šli delati, ste šli iz uporabnikov. Ne? Tako. In se mi zdi, In pol, zakaj je pa vprašanje, recimo, ali pa odgovor na to, zakaj je 2% naših državljanov uporabnik ali pa e-uprave same, ne? E-uprava sama, čeprav je Evropska unija dala tukaj nalogo državi sami, ne pač nacionalnim organov, da spromovirajo to e-upravo in več, da je več državljanov vključenih v to in da več ljudi ve za to. Kar se mene tiče, e-uprava se nikjer ne promovira. Da bi to dal sam na 24 ur, ali pa ne vem, na RTV recimo, bi bilo 50% več ljudi vključenih v to, tudi recimo to, kar ste vi rekli, da ste sodelovali pri participaciji. Recimo, čisto življenjski primer. Moja prijateljica je lansko leto mene osvestila, da e-participacija obstaja. E-participacija obstaja že od 2008. Danes smo pa 2015. Torej, zakaj je pol 2%, pa zakaj je v bistvu e-uprava toliko neuporabna, ne? Ko v bistvu bi mogla biti za državljane zelo uporabna. Pa gor imamo čisto vse vloge, sam je nepregledna, to je tisto. Nažalost, pa komplicirana. Prosim. Imamo vprašanje, kaj iz kapitanice? Smislo. Samo to, boste naredili mogoče posebej nabor enih storitev za nevladne organizacije? Če bo se to okviru analize naredili, mogoče je bilo fajn ciljati, pa mogoče v tistih uporabniških skupinah. Mislim, da je bilo to za nevladni sektor v Sloveniji, to mogoče bolj regionalne stičišča vejo, ko so bolj v smislu tem administrativne podpore, ne? Nevladne organizacije, mogoče bolj vejo, kaj so problemi na terenu. Mislim, da bi takole zadeva s tem načinom uporabniške prijaznosti zelo veliko pomagala nevladnim organizacijam. V mislih imamo, zdaj bodimo realni, ne? Tu smo danes predstavljamo, ne pa pač povemo vse z detajlov, ampak ja, definitivno
imamo v mislih, da bi se razvila ne samo neka temeljna te aplikacije, ki bi se pravi, tudi namen je, da je to na voljo brezplačno ljudem, ne, potem pa posebni neki sklopi, ne, ki so pa, recimo tudi nevladništvo bi morali biti pravzaprav brezplačno, ne, ker je splošno koristno, za pač poslovne uporabnike pa, da se na to nekaj plača oziroma za podporo, da se s tem cel projekt pravzaprav sploh finančno pokrije. Tako da ja, ker seveda NVO-ji, recimo spet specifična društva imajo svoje težave, predvsem ja administrativne, ne, podjetja neke druge, ki so v neki točki lahko podobne in tako naprej. Tu v bistvu sej, dajmo reči, ni revolucija, pa je revolucija. Revolucija je samo v drugem pristopu. Revolucija je samo v tem, da je to iz stališča uporabnika za uporabnika. Ni, glejte, to vse imamo pri nas, pa dajte zdaj si izbrati kaj. Ja.